V Sloveniji smo trenutno priča pravi odbojkomaniji, saj so naši reprezentanti v četrtfinalu premagali Ruse in jih poslali domov. No ja, niso jih poslali domov, kot Adria Nevos, ampak veste, kaj sem hotel povedati? Veste, kaj sem hotel povedati? V četrtek se bojo tako v polfinalu pomerili s Poljaki, ki pa imajo enake probleme kot Rusi, ampak v kontrasmeri. Več težav imajo pred polfinalom Poljaki. Poljski odbojkarji bi morali v Ljubljano nekaj po 10 poleteti iz Amsterdama, a so jim načrte prekrižale velike težave Adrie Airways. Let je bil odpovedan. Adria bi naredila vse za Slovenijo. Ne sam, da nam je zrihtala novo turistično znamenitost. Še poskusila je ustaviti nasprotnika in Slovenijo poslati direkt v finale. Žal so načrti spodleteli, saj se je vmešala poljska vlada in svojim odbojkarjem zagotovila prevoz s poljskim vladnim letalom. Mimogrede, to je prvič, da je izraz prevoz s poljskim vladnim letalom uporabljen v pozitivni novici. Še ena odbojkarska novica pa prihaja iz letališča v Atenah. Tamkajšnja policija je pred vkrcanjem na letalo za Švico ujela 10 sirskih prebežnikov, ki so se pretvarjali, da so odbojkarsko moštvo. Vseh 10 je imelo namreč ujemajoče športne trenirke, torbe in žoge. Skoraj popolno krinko pa sta pokvarila dva dejavnika. Prvič, da kljub temu, da je šlo za odbojkarsko moštvo, noben od njih ni bil višji od 160 cm. In drugič, da so na vseh žogah bile narisane tačke na patrulji. Zdaj pa skok čez lužo, kjer ponovno odmeva nepremišljena in rasistična poteza predsednika. Novica pa je še toliko bolj presenetljiva, ker enkrat za spremembo ne govorimo o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ampak o predsedniku kanadske vlade Justinu Trudeauju. Kanadski premier Trudeau se je opravičil za svoj rasistični izpad pred 18 leti, potem ko je v javnost prišla njegova fotografija zabave, na kateri je bil oblečen v Aladina, obraz in roke pa ima pobarvane v črno. Jaz grem stav, da vas je polovica ob tej novici pomislila, a Aladin je črn? Je pa tudi res, da vas je druga polovica najverjetneje pomislila, ja in? Kaj pa narobe s tem, če se oblečeš črnca? Tako pač je. Maskiranje v drugo raso se v Kanadi obsoja, v nekaterih slovenskih oddajah pa je to zabava za celotno družino. O imenih oddaj tukaj ne bomo razpravljali, lahko pa rečemo, da je Trudeau seveda znan obraz. Boja proti vsesplošni diskriminaciji v kanadski družbi. Za vse manjšine ima svoj glas. Svoj glas pa je Trudeau tokrat uporabil za opravičilo. Čeprav je bil kanadski premier kot temnopolti moški očitno zelo popularen na tej zabavi, naj bi po zadnjem incidentu razmišljal, da se bo letos raje kot v Aladina oblekel v nekaj manj spornega, naprimer v duhca Kasparja. Pred oglasi še dve neverjetni domači policijski zgodbi. Prva dokazuje, da se vztrajnost na koncu lepo plača. Leta 2015 se je namreč dogajalo tole. V času najdaljše policijske stavke v zgodovini Slovenije, ki je trajala skoraj leto dni, policijska patrulja v Škofji Loki sredi noči ustavi ministra za javno upravo. Preizkus alkoholiziranosti zgledno opravi. Veste kaj, leta 2019 ga ni. Je kar fajn napihal. Tako zelo, da je za 24 ur ostal brez avta. Nekdanji minister Boris Koprivnikar, dobrodošli v naši stalni rubriki Kdo je tokrat vozil pijan? Iskrene čestitke. Druga neverjetna zgodba pa prihaja iz Bleda, kjer so tamkajšnji policisti zaustavili voznika, ki je prevažal mlajšega potnika. Zgodba ne bila nič posebnega, če ga ne bi prevažal kar na strehi svojega vozila. In to pod vplivom kokaina. In kar je najhuje, brez da bi pravilno označil svoj tovor. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.